Zaradi neizvajanja programa Dora so ogorčene soroptimistke. Elektro Maribor je leto 2013 zaključil s 7 milijoni evrov dobička. Preverjamo, po katerih knjigah posegamo to poletje. Lepo pozdravljeni. Članice ptujskega kluba Soroptimist bodo naredile vse, da se bo na Ptuju izvajal program preventivnih pregledov dojk. Zdravstvena zavarovalnica je ptujski bolnišnici prepovedala preventivne preglede z mamografom, za katerega so denar 2 leti zbirale tudi soroptimistke. Zavarovalnica se sklicuje na splošni dogovor za pogodbeno leto 2013, kjer ptujske bolnišnice ni na seznamu izvajalcev preventivnega programa. Soroptimistke pa izporočajo, da ne bodo popustile. Nedopustno je, tako predsednica ptujskih Soroptimist, da smo kupili najsodobnejši mamograf, čakalnica pa je zdaj prazna. In vsi so vedeli, da mi zbiramo denar za mamograf, zato predvsem, da bo preventiva bolj delovala na Ptuju. Zdaj pa dobivamo informacije, kot da samo v okviru Dore se lahko delajo preventivni pregledi. Od ministrstva in zdravstvene zavarovalnice zato zahtevajo jasen odgovor, zakaj so preventivne preglede ukinili in zakaj se jih lahko opravlja samo v okviru programa Dora. Zato, ker tudi vidimo, da občani, tisti ljudje, ki so darovali, pričakujejo to od nas in tako da odnehamo ne, ženske sploh ne. V reševanje zapleta se je vključil tudi zastopnik pacientovih pravic in dal pobudo, naj se vsi vpleteni javno opredelijo do krivice, ki se je zgodila ptujski bolnišnici. Dejstvo je, da je približno 1500 pacientk starejših od 50 let iz ptujskega območja sedaj oškodovano za preventivno mamografijo. Te pacientke se sicer lahko naročijo na preventivni pregled v programu Dora, ki se 4 dni v tednu izvaja v UKC Maribor, 2 dni pa v zdravstvenem domu. Danes sem preveril čakalne dobe in so znosne. Čakalna doba je 2 meseca, na začetek septembra naročijo danes za obe institucije, s tem, da je zdaj mesec dni naročanje prekinjeno zaradi dopustov. A po zakonu o pacientovih pravicah so tem ženskam, tako Pilinger, kršene pravice do dostopa do zdravstvene oskrbe. Zato bodo vztrajali, naj se ptujski bolnišnici preventivni pregledi vrnejo. Elektro Maribor je preteklo leto ustvaril 78 milijonov evrov prihodkov in imel dobrih 7 milijonov evrov dobička. Letos bodo tako dobre poslovne rezultate težko ponovili, predvsem zaradi velike škode, ki jo je na njihovi infrastrukturi povzročil žled. Februarska snežna ujma z žledom je največjemu mariborskemu elektrodistributerju povzročila za 12 milijonov evrov škode. Za odpravo posledic so angažirali dodatne delovne skupine, računajo, da bodo letos sanirali skoraj polovico škode. Mi smo pripravili na tej osnovi temeljit program odprave teh posledic, hkrati pa tudi program zmanjšanja občutljivosti omrežja na vremenske vplive, povečanja robustnosti omrežja. Ta program tudi zdaj že sistematično izvajamo. Ob tem nameravajo ohraniti dober poslovni rezultat. Stroške nižajo, veliko prihranijo pri nabavi materijala in blaga. V rebalansu proračuna so morali oklestiti nekaj investicij. Hkrati pa je tudi dogovor, da bo prišlo do skupnih nabav v Republiki Sloveniji in temu primerno smo zdaj tudi prilagodili naše investicijske načrte. V osnovi pa je tako, da dajemo nekoliko večji poudarek srednji in nizki napetosti, ker je pač tam bila škoda največja. Lani so za investicije porabili 22 milijonov evrov, letos bo najverjetneje številka občutno nižja. Se pa v zadnjih letih povečuje prevzem energije iz obnovljivih virov. Izkoristek je lani dosegel rekordno 13% raven potreb. V Pomurju so sredi žetve pšenice. Letina bo po količini dobra, a slabše kakovosti. Še vedno pa je neznanka odkupna cena zlatega zrnja, za katero so se skušali dogovoriti na sestanku vseh akterjev v tako imenovani žitni verigi. Razšli so se brez dogovora. Medtem ko so se v prostorih mursko-soboškega mlinopeka pogajali o odkupni ceni pšenice, so jo kmetje vozili v silose. Letina je bila povprečna do dobra, vendar je pač kvaliteta letos malo nižja, vremenske razmere so pač prinesle to, da ni kvaliteta. Uroš, podobno kot drugi kmetje, ugotavlja, da bi stroške pridelave pokrili pri približno 190 evrih za tono najkakovostnejše. A težava je v tem, da je letos praktično ni. Pri tisti srednje kakovosti pa se niso mogli zediniti. A190, B180 in pa B270
še zmeraj za kupce predrago, sklenili smo, da odidemo. Mi smo več ne v stanju dati kot 165 za B klaso in pa 185, ki jo lahko uporabimo v mlinski industriji. Mlinarji dodajajo, da je na Madžarskem in Hrvaškem mogoče kupiti srednje kakovostno pšenico že za dobrih 160 €. S tudi do 80% maržami pri krušnih izdelkih pa ne popuščajo niti trgovci. Pogajanja so se torej izjalovila. Danes smo sestanek začeli zelo zaskrbljeni, končali smo ga prav tako zelo zaskrbljeni. Če bo poslej na policah trgovin kruh iz slovenske pšenice oziroma moke, je težko napovedati. Pogajalci pa so si vrata pustili priprta, saj pravijo, da se bodo o ceni pšenice še pogovarjali. Na odseku avtoceste med Slovensko Bistrico in Konjicami bo promet do konca poletja potekal po 2 zoženih pasovih. Tam izvajajo sanacijska dela po plazu, ki se je na cestišče sprožil marca lani. Zaradi nepredvidljivega terena ob cesti bodo postavili kamniti zid in poskrbeli za primerno odvodnjavanje. Z družbe za avtoceste pa so sporočili, da se intenzivno ukvarjajo tudi z manjkajočim 14-kilometrskim odsekom avtoceste med Draženci in Gruškovjem. Dars je že odkupil več kot 90% zemljišč in objektov, trenutno pa so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in izbire izvajalca. Gradnja, ki jo sofinancira tudi Evropska unija, naj bi se začela konec leta in končala leta 2018. Pretekli teden smo poročali o težavah Rušanov zaradi nedokončane ceste skozi Ruše. Na cesti manjka le še zaključna plast asfalta, za katero bi morala po besedah župana poskrbeti direkcija za ceste že pred meseci. Na očitke so se zdaj odzvali na direkciji in v javnem pismu zapisali, da so za nedokončanje ceste krive neurejene razmere in neusklajeno vodenje projekta na občini. V volilnem letu pa tako na direkciji naj krivce in naslovnika za odškodninsko tožbo Rušani ne iščejo na direkciji. Cesta pa še dolgo ne bo končana, saj bodo morali zdaj izvesti nov javni razpis za izbiro izvajalca del. Slovenija mora vrniti 350 000 € evropskih sredstev za pomoč kmetijstvu, ki jih je po mnenju Evropske komisije porabila neupravičeno. Nekateri slovenski kmetje so pri prijavi kmetijskih površin upoštevali tudi dolge, ozke pasove travišč ob njivah, s čimer so te postale dovolj velike za pridobitev subvencije. Slovenski sistem tak način meritev dovoljuje, evropski pa ne. Slovenija je sicer ena od 15 držav, ki morajo skupno vrniti 57 milijonov evropskih sredstev za kmetijstvo. O drugem dogajanju v Sloveniji pa v kratkem pregledu. Popoldne so se v Ljubljani začela vnovična pogajanja med vodstvi premogovnika Velenje in holdinga Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in pogajalsko skupino stavkajočih velenjskih rudarjev. O stavki je danes razpravljal tudi odbor Državnega zbora za infrastrukturo in prostor, na katerem so se poslanci zavzeli za čimprejšnje končanje stavke. Rudarji, ki stavkajo že 10 dni, čakajo na izpolnitev svojih zahtev. To pa je določitev vzdržne cene premoga, izplačilo zaostanka plač iz let 2012 in 2013, ko so prejemali za 5% nižje plače, želijo pa tudi zagotovilo, da bodo plače prejemali do 18. v mesecu, kot predvideva kolektivna pogodba. Rudarji še nasprotujejo predlaganemu 10% znižanju plač in odvzemu 3 dni dopusta. Gorenje je s 5 slovenskimi bankami podpisalo pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 55 milijonov evrov. Družba ga bo po besedah predsednika uprave Franja Bobinca namenila za razvoj novih izdelkov in osvojitev novih trgov, predvsem Združenih držav Amerike in Avstralije. Tam imajo velike načrte z uveljavitvijo premijske blagovne znamke Asko, prodajo pod to blagovno znamko pa želijo v 5 letih podvojiti. Evropska komisija je odločila, da Adrii Airways ni potrebno vrniti državnega denarja. Komisija je presodila, da je bila državna pomoč Adrii vključno 4 dokapitalizacijami med letoma 2007 in 2011 skladna z evropskimi pravili. Komisija je državno pomoč Adrii vzela pod drobnogled novembra 2012. Predsednik uprave Slovenske letalske družbe Mark Anžur je z odločitvijo komisije zadovoljen.
Sindikati javnega sektorja naj bi danes ministru za notranje zadeve in javno upravo, ki opravlja tekoče posle, Gregorju Virantu, sporočili, ali se strinjajo z dogovorom za obvladovanje mase za plače v javnem sektorju prihodnje leto. Dogovor predvideva podaljšanje varčevalnih ukrepov v javnem sektorju še za 1 leto in zmanjšanje števila zaposlenih za 1,5 %. SVIZ je dogovor že potrdil in ga je pripravljen podpisati. So pa šolniki vznemirjeni zaradi izjav Mira Cerarja, ki si želi, da sedanja vlada pogajanja prepusti naslednji. Vrhovni državni tožilec v zadevi Patria Andrej Ferlinc je v izjavi za medije dejal, da ima dovolj pritiskov in namigov o politično motiviranih procesih in da ne more dopustiti, da se zaradi volitev blati pravosodne organe in njega osebno. To je podkrepil z odzivom na dokument, ki ga je pred odhodom v zapor javnosti predstavil Janez Janša in njegov odvetnik. Po njunih besedah je omenjeni dokument vplival na oprostilno sodbo na Finskem in bi moral biti tudi v slovenskem sodnem spisu. Ferlinc pravi, da je predstavljen dokument zlepljen iz 3 različnih in da ga, kot mu je sporočilo finsko tožilstvo, v finskem sodnem spisu v zadevi Patria ni. Na naši televiziji pripravljamo nocoj ob 20. še drugo predvolilno soočenje. V studio prihajajo kandidati 7 strank, za katere ima Zoran Medved pripravljena zanimiva vprašanja. Nekaj jih razkriva zdaj. Lep pozdrav. V drugem soočenju predstavnikov političnih strank in list, ki kandidirajo na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije, se nam bodo predstavili kandidati Nove Slovenije krščanskih demokratov, Piratske stranke Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Slovenske nacionalne stranke, Socialnih demokratov, Stranke Mira Cerarja in Zavezništva Alenke Bratušek. Med drugim jih bomo vprašali, kje je obstalo 66 milijonov obljubljene pomoči za Maribor in Podravje. Zakaj med podjetji, ki so na seznamu za privatizacijo in odprodajo, ni državnega deleža Aerodroma Maribor? Ali podpirajo pobudo tukajšnjih kmetov, da se v Sloveniji ponovno zgradi tovarna sladkorja? In kdo bo gradil pirnsko železnico od Salzburga do Zagreba ter obnavljal južno železnico od Dunaja do Trsta z drugim tirom do Luke Koper? Slovenija ali Avstrija? Vabljeni, da se nam pridružite ob 20. uri na programu televizije Maribor. Ljubitelji knjig se pred dopustom radi odpravijo v knjižnico po zanimivo poletno branje. Naša ekipa je obiskala Mariborsko knjižnico, kjer je izbor knjig za užitek ali vseživljenjsko učenje zelo velik. Knjižnica je sicer poleti odprta krajši čas kot med letom, od 9 do 19 med tednom in od 8 do 13 v soboto. Mariborska knjižnica letos praznuje 65 let in ob jubileju so za obiskovalce pripravili pestro dogajanje. Knjižnica namreč zdaj ni več le kraj, kjer hranijo knjige, ampak je postala družabni prostor. Ob tem pa opaža tudi vse večji virtualni obisk. Obisk spletne strani, kjer imamo tudi zelo dobro rubriko Priporočamo za branje in po statističnih podatkih je kar fino obiskana, kjer so tudi zelo dobre anotacije nekoliko zahtevnejše literature. Povprečen bralec knjižnico obišče 14-krat letno in si izposodi 45 knjig. Čeprav je poletje, ko so dopusti, število obiskovalcev ni znatno upadlo. Med poletjem si naši obiskovalci izposojali nekoliko manj te študijske literature, pa literature, ki seveda potrebujejo dijaki v srednji šoli. Nekoliko bolj se izposojajo seveda različne vrste romanov. Odvisno od razpoloženja, včasih strokovne knjige, pogosto pa tudi leposlovja. Ljubezenske romane. To je za morje, za plažo? Ne, tudi za doma. Poleti naraste predvsem izposoja neknjižnega gradiva. Imamo bogato zbirko DVD-jev, se pravi različne filmske produkcije, evropske in ameriške produkcije, tako da je ta ponudba, mislim, kar zadovoljiva in med počitnicami seveda zelo zanimiva. Močno neurje, ki je sredi junija poplavilo knjižnico Nova vas, je uničilo okrog 1000 knjig. Zato bralce prosijo, naj jim podarijo knjige, ki jih ne potrebujejo več. Medtem pa obiskovalci in zaposleni še vedno čakajo na novo knjižnico, ki bo stala na Rotovškem trgu. Začetek gradnje je predviden za leto 2016. Včeraj smo poročali, da so v Melju začeli prenovo muzeja in spominskega centra nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetnike.
V Melju v Mariboru je bilo med letoma 1941 in 1942 taborišče za vojne ujetnike Štalak 16D. Nemški okupator ga je ustanovil takoj po kapitulaciji jugoslovanske vojske. Mariborsko taborišče pa je bilo eno najbolj zanikrnih v takratnem nemškem rajhu. V njem je bilo zaprtih več 10.000 jugoslovanskih, francoskih, britanskih, predvsem pa sovjetskih vojnih ujetnikov. Slednjimi so nacisti ravnali najbolj nečloveško, v najokrutnejših razmerah jih je umrlo okoli 2400. Maribor, Melje, Štalak 18D. Po zimi 41-42 je bilo zaprtih več kot 5000 sovjetskih vojakov. Lakota, mraz, udarci in epidemije so vzeli na stotine njihovih življenj. Tistega časa se spominja gospod Rajšp. Z družino je stanoval v bližini taborišča. Oče je imel kovaško delavnico. Mimo nje so dnevno na delo odhajali nemški vojaki. Enkrat pa pride eno delavnico, pa očetu reče, da bi rabo eno verigo. Kakšna pa najbolj imate, rabite to za psa ali rabite za kaj drugega, za kravo? Ne, je rekel, Ruse bom pretepal. Die Russen werde ich schlagen. Komaj 10-leten je vedel, da se za zidovi taborišča dogajajo grozote. Na lastne oči je videl vozove trupel, ki so jih shirani sovjetski ujetniki odvažali na Pobreško pokopališče. Občutki so bili hudi. Jaz sem vedel, da Nemci ne delajo prav. Že 7 let zgodovinsko resnico išče Mariborčan Edvard Vedernjak. Na njegovo pobudo so pred 3 leti ob nekdanjem taborišču postavili spominsko tablo. Raziskovanje ga je pripeljalo do nekdanjega britanskega vojnega ujetnika. Tako je izvedel, da so morali umrle rdeče armejce sprva nositi na pobočje hriba za taboriščem. Spominja se, da so bile naprej skopane luknje, jame, civiliste na robu jama. Ko so jih metali v jame, so civilisti zasuvali z živim apnom. Danes mnogi ne vedo, da je bilo v mestu taborišče, po vojni pa nanj niso pozabili. Na pobudo pravoslavnega duhovnika, po rodu Slovenca, so na Pobrežju umrlim sovjetom postavili spominsko pokopališče. Spominsko pokopališče je kar nekaj časa obstalo, danes ga nažalost ni več, tam je samo še spomenik, ki nas opozarja na to žalostno usodo sovjetskih vojnih ujetnikov. Ob grobnici rdečearmejcem so pred 3 leti postavili tudi spomenik padlim v 2. svetovni vojni. V Melju pa načrtujejo razširitev muzejskega prostora, zato je Mariborski muzej narodne osvoboditve lani prejel kopije dokumentov o umrlih sovjetskih vojakih. Vojake so prepričali, da je sovjetski vojak zahrbten, nevaren, nevreden imena človeka in tako so pripravili svoje vojake do zločinov direktnih. Vedernjak še dodaja, da so bili vojaki Rdeče armade, ki so končali v nemških taboriščih, poleg Judov najštevilčnejša skupina žrtev nacionalsocialističnega terorja v Evropi. Še nekaj drugih novic iz tujine. Nemčija je po polfinalnem obračunu z Brazilijo razumljivo navdušena. Sanjsko in brez besed je povzetek današnjih časopisnih naslovnic. Glavna eksplozija evforije je bila seveda sinoči, ko veselju nemških navijačev ni bilo videti konca. Na Bližnjem vzhodu pa je vse bolj nemirno. Izraelske zračne sile so ponoči silovito obstreljevale območje Gaze, potem ko so rakete Palestincev zadele celo bližino Tel Aviva. Po vsem osrednjem in južnem Izraelu so se oglasile sirene v znamenje nevarnosti raketnih napadov. Ob izraelskih napadih na Gazo je bilo po zdajšnjih podatkih ubitih 28 Palestincev, med njimi vplivni člani Hamasa in islamskega džihada. Ranjenih je več kot 100 ljudi. Iz številnih delov sveta poročajo o velikih težavah zaradi vremena. Najhuje je na Japonskem, kjer divja tajfun Neoguri. Ta je na otoku Okinawa zahteval 2 smrtni žrtvi, zdaj pa se pomika proti osrednjemu delu Japonske. Glavno mesto Tokio naj bi po zdajšnjih napovedih dosegel v petek, a bo do takrat verjetno že toliko oslabel, da ne bo povzročil večje škode. V spletni trgovini eBay je na prodaj kar cela italijanska alpska vasica Borgata Calcio, ki stoji nedaleč od Torina. Izklicna cena za 14,5 porušenih in večino časa zapuščenih hiš je 245.000 evrov. Morebitni kupec bo moral hiše iz kamna in lesa obnoviti v prvotnem slogu, pa je eden od pogojev nakupa. Za tovrstno prodajo so se prodajalci odločili, potem ko za posamezne hiše niso našli kupcev.
Kot kaže, se bomo do konca tedna še hladili. Jutri bo oblačno in deževno, ponekod bo zapihal tudi severovzhodni veter. V petek se bo nekoliko zjasnilo le na zahodu, drugod pa bo še prevladovalo oblačno vreme. Na vzhodni polovici bo občasno tudi deževalo. V soboto se bo zjasnilo, le popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Imejte prijeten večer in vabljeni v našo družbo tudi jutri. Nasvidenje.